Dobar dan tudi Čale Salem. Jo. Ponovno po dolgem času te gostimo v našem studiu. Res je, končno. Smo v živo tudi na našem Facebook profilu, tako da vam pomahamo vsem, ki nas spremljate tam. Čale Sale, 12 let je, ne? Kar smo te prvič spoznali. Je šlo hitro? Pa moram reči, da ja. Ok, zadnje 2 leti lih ne. Pa takrat, ko sem imel leto pa pol pauze, tudi ne, ampak drugač pa tako, zadnjih 5 let res moram reči, da je tako kar minil. In ko pogledam nazaj, kakšna pot je za mano, moram reči, da so dobri občutki, sem ponosen na to, kje sem začel, na nekem, kako bi rekel, dnu, a ne pač kot en najstnik sem se pač iskal. Začeli smo repati na igrišču pred blokom, s kolegi smo se družili. Pri 13 letih, ko sem začel svoja besedila pisati, po moje noben ni verjel, da bo dejansko nekega dne nekaj iz tega, razen pač jaz, da sem upal in delal na tem. In ustrajal, ustrajal. Ena izmed tvojih prvih je bila Nočem iti domov, a zdaj si že v obdobju, ko tako greš reči. Pa moram reči, da letos bom že 31, tako da vse bolj zgodaj hodim dam. Vse bolj zgodaj? Je to dobro ali slabo? Ja, pa odvisen kako ti paše, pač definitivno, če je dobra žurka, dobra družba, po tem cajtu zdaj, ko ni bilo toliko teh žurk, sigurno mi bo pasal malo dlje ostati, ampak glede na to, da imam neko profesionalno deformacijo, sem že zdaj videl, ko so se začeli te privatno stopi, malo rojstni dnevi, kakšne obletnice. Sem bil že do 12, že konc, že o pol enih sem bil doma in sem rekel, ok, to je pač, če je zdaj to ta nova ura, ni panike, ne? Je v redu. Da lahko zjutraj vstaneš pol. Dej, če se še malo dotaknemo teh 12 let, si že omenil, kakšnih je bilo, tako če narediš en kratek presek. Pa rekel bom tako, zelo turbulentno, prvo itak ta nek začetek, preboj prvih par let, dokler folk ni vedel pa zame, do leta, ne vem, od 2010 pa 2012 se je nekako tako prvič malo bolj slišal, pol je bila itak neka pauza od 2014 do tam nekje 2016, se nisem v bistvu ukvarjal z muziko dobro leto pa pol, pa najlepši spomini so od leta 2017 naprej, ker sem takrat doživel nek glasbeni preboj, da me je cela Slovenija spoznala zaradi komada Lagano. In pol nekako sem bil v bistvu na poti do svojega, kako bi rekel, cilja, oziroma da sem nekako izpolnil svoje sanje in se vse skupaj začel, da sem se lahko tudi z glasbo začel pač preživljati, kar je dejansko, se mi zdi, da najbolj pomembno v življenju, da delaš nekaj, kar te veseli in da lahko se s tem tudi pač preživljaš. Tako da to je bil pač moj cilj, odkar sem se z glasbo začel ukvarjati, da lahko tukaj na tok mehnem trgu, ker je samo 2 milijona ljudi, pač uspeš. In sem zelo vesel, pa itak pika na i, ker sem postavil svoj band. To mi je glasbeni kolega Jan Plestenjak mi je to svetoval. Tako da sem upošteval njegov nasvet in se je izkazal za zelo dober in v bistvu pol so se tudi začeli večji koncerti pred večjimi množicami od, ne vem, 2, 5, 8, 10 tisoč ljudmi. Tako da takrat je nekako pol moja kariera zacvetela in sem ful vesel pač, da se je tako iztekal, kakor se je. Kaj pa zdaj ti ta zadnji 2 leti? A je bil to mogoče čas za kakšno, ne vem, samo refleksijo, za ustvarjanje, ali je bil? Ja, definitivno. Vse skupaj se je malo umiril, veliko cajta je bilo za razmislek, nasploh sem imel veliko več časa, da sem nekako sam s sabo, a ne, da vidim sploh, kaj si točno pač želim in da se nekako spet, kako bi rekel, najdem, ker sem bil pred to situacijo s covidom in karantenami, da sem bil že kar na meji izgorelosti. Tako da po eni strani je meni tudi malo prav prišlo, da se je to umiril, ker v zadnjih 2 letih pred tem od 2018 do 2020 sem imel, mislim, da 200 nastopov v 2 letih, a ne. Tako da tempo je bil zelo naporen, pa skozi se je neki pač ustvarjali nove pesmi, sodelovanja s podjetji, enostavno ful enih stvari je bilo, a ne. Tako da zdaj je bilo malo več časa za ustvarjanje, to sem izkoristil, spet sem se povezal s svojim prvim producentom Željkom Mladenovičem, s katerim sem začel 10 let nazaj ustvarjati in v bistvu sva videla, da mi tudi pašejo te hip-hop komadi in da dejansko ne more spet biti vsak komad vesel pa pozitiven, ker se dejansko ne počutiš tako vsak dan in je treba pač izraziti ta svoja čustva, tudi če so mogoče malo
ne toliko pozitivna, ampak enostavno negativna, ampak jaz še zmeri probam, da je rdeča nit pozitivna in da na koncu komad ima neko pozitivno sporočilo in da te dvigne gor. Se pravi, vse to skupaj, kar smo zdaj govorili, se nekako odraža tudi pri tej in tvoji najnovejši glasbi. Ja, definitivno. Mislim, da je tukaj kombinacija starega pa novega Čaleta Saleta pa enega tega uporniškega hip-hop stila, seveda modernega, definitivno je pa življenjsko sporočilo pa nekako motivacijsko, da vemo vsi, da nam ni vsak dan vse pač čisto preprosto lahko, da skozi v življenju pač prihaja do nekih stresnih, nepričakovanih situacij, ampak moraš še vedno ustrajati, razmišljati pozitivno in se boriti po svojih najboljših močeh in na koncu dneva ti pač zaradi tega lahko tudi rata. Boš mogoče zdaj v nadaljevanju še kaj spremenil ali boš zdaj ostal pri hip-hopu, s katerim, ko si prej že rekel, si začel? Pa tako bom rekel, ene 5-6 komadov sem že vnaprej pač pripravil, tako da 3-4 so bolj v tem hip-hop stilu, mogoče malo več repanja, je tudi malo tako petja po tej neki melodiji, še zmeri melodije so, da vsaj refren gre pač v uho. Drugač pa za poletje imam pa prav pripravljen en tak bolj reggaeton, bolj tak, kako bi rekel, pozitiven, komercialen komad, ki ni mogoče to krepanja, ampak je bolj tako in za ples in za žurko in zmeri gledam, da nekaj novega predstavim svoji publiki in da zadovoljim vse okuse in vse generacije in trudim se nekako delati na tem. Ok, zdaj, da ne bomo samo govorili, bomo tudi slišali tole najnovejšo skladbo. Dober vem in Čale Sale na Radio Robin v živo. Spremljajte nas tudi na Facebooku. Gremo? Gremo. Yeah. Cel komplet v Nike-u, v Easy rolam po asfaltu, nokto muski sem se najdu, kokar diamant v blatu. Dober vem, da ni vedno vse lahko, a prava meja zame je samo nebo. Dober vem, da ni vedno vse lahko, a prava meja zame je samo nebo. Dober vem, odkar več nisem naivan lima, kdo je kdo in kakšen folk se redna ker zalima. Ene don sem cifra zvedla še zanima, in zame tak folk več obraza nima. Glumijo life iz filma, ta priča skozi je ista in slike gor na Insta dajo sam zaradi vtisa. Realnost nima filtra, da lahko se vse porihta, sonce posije šele, kad se konča nevihta. Duša mi je čista, kad solze v očeh, velikrat bil na tleh, Bogo prosti mi za greh. Moral sem začet na slabih poteh, zato da srečo najdem v pravih stvareh. Cel komplet v Nike-u, v Easy rolam po asfaltu, nokto muski sem se najdu, kokar diamant v blatu. Dober vem, da ni vedno vse lahko, a prava meja zame je samo nebo. Dober vem, da ni vedno vse lahko, a prava meja zame je samo nebo. Javljam se iz kvarta, tle vsak se matra, da mu enkrat rata, zadi cela banda, vedno tle za brata, vsak komad iz mojega bloka potrate granata. V stilu šampiona, Diego Maradona, kaj enkrat si na vrhu, je vedno teža krona. Vsak dan je borba, v džungli sred betona, tukaj vsi kolegi imajo 2 telefona. Duša mi je čista, kad solze v očeh, velikrat bil na tleh, Bogo prosti mi za greh. Moral sem začet na slabih poteh, zato da srečo najdem v pravih stvareh. Cel komplet v Nike-u, v Easy rolam po asfaltu, nokto muski sem se najdu, kokar diamant v blatu. Dober vem, da ni vedno vse lahko, a prava meja zame je samo nebo. Dober vem, da ni vedno vse lahko, a prava meja zame je samo nebo. Dober vem, da ni vedno vse lahko, dober vem, da ni vedno vse lahko, a prava meja zame je samo nebo. Yeah, sam pozitiva, Čale Sale, Radio Robin, lep pozdrav vsem, ki poslušate, ne obupat nikoli. Hej! Odlično, bravo, Čale Sale v živo na Radio Robin z njegovo najnovejšo skladbo. Odlično je tole bilo slišati, ne vem, Ja. Usput. Super. Studijska verzija live. Studijska verzija v živo, ja, tako. No, danes nisi prišel samo zaradi tega, mislim, si prišel za predstaviti to komad, ampak mi bomo izkoristili to priliko. Danes je dan mučencov, dan moških. Mučenikov, vidiš, zdaj to je naš dan, veš. Tako da smo zrihtali nek klobase. To se tradicionalno da za dan mučenikov. Ok, hvala ti. Pripadajo zdravo še suhe slive, ampak imajo malo preveč cukra. Sem mislila zate, da ti malo bolj
malo bolj paziš na sladko in to, ne? Verjetno. Pa Si mislim. zadnje cajte ne, se trudim, ampak ja, definitivno. Če so beljakovine v igri, evo vidim, da je tle neka zlata medalja, da so dobile te klobase. Priznanje neko, tako da to bo zihar šlo v želodec. Spremljam te tam na Instagramu in vidim, da vsak dan si športno aktiven. Res je. Včeraj je bil 44. dan, danes 45. dan športa, ali kako? Sem vidim. Pa tako bom rekel, zdaj začel sem s temi izzivi oziroma štetjem dnevov, zato da mlade oziroma nasploh ljudi, ki me spremljajo, zmotiviram. Ker me res ful veliko število ljudi pa spremlja, ne vem, so mi rekli, da imam že skoraj 300,000 sledilcev na vseh pač družbenih omrežjih skupaj. In če se to pač odšteje, da je, ne vem, 25 ali 30% istih na različnih omrežjih, je to še zmeri 200,000 različnih. Kar je pač ful in enostavno vem, da tudi pride s tem neka odgovornost in enostavno, če vsak dan treniram, zakaj ne bi to ljudem pokazal, ker velikrat mi pravijo, ojoj, kako imaš dobro postavo, dobro zgledaš, a ne, da tudi vidijo, da je treba pač uložiti nekaj dela pa truda. Tako da prejšnji let sem naredil 201 trening v bistvu 365 dneh, kar je vsak drugi, tretji dan približno sem treniral. Zdaj pa veliko se ukvarjam, igram košarko, hodim na fitness v naravi, ne vem, tečem, kdaj grem tudi na boks. Tako da enostavno, da ljudje vidijo, da v bistvu je gibanje zelo zdravo in da jaz se gibam zaradi tega, ker se pač dobro počutim. Ni to prvenstveno zato, da bi pač dobro zgledal, ampak predvsem, da lažje premagam stres. Pa dobiš med tem, kaj ne vem, fitnessiraš, športaš, košarke, kakšno inspiracijo tudi za muziko? Ja, definitivno. Mislim, jaz po treningu se mi zdi, da se mi ščist mogoče glava, telo, misli, da nekako bolj odprto razmišljam in da če imam mogoče en problem pred treningom, po treningu, takoj vidim rešitev za ta problem oziroma ne jemljem toliko stresno mogoče določenega problema ali pa situacije. No, poleg tega, da športaš, sem videla, da tudi čistiš. Pomaga. Včeraj ste imeli nek projekt doma, sem videla, da si umikal kavč. Kaj te kar muči tvoja doma, če se obrnemo na te temo danes na mučenike, pa tako bom rekel, zamenjala sva tepihe v dnevni sobi pa v spalnici. In pol v bistvu sem mi pomagal pač valjda in poslo premakniti in spodi sva prah počistila in zalepo sem spodi tisto zaščito za poslo spodi, ki je za robove in tako naprej. Pa sva pa v dnevni sobi ima pa res ful velik kavč, mogoče celo prevelik. Sva rekla en dan, ko bova pač imela otroke, zihar bomo mogli malo manjši kavč vzeti, da bo več prostora za igranje pa igračke. In v bistvu iz 3 delov je narejen in vsak del posebej moraš dvigant, premakniti, da se to spodi lahko počisti in sem seveda jaz pač to premaknil, pomagal punci, ona je pa pol počistila spodi in zrihtala, da sva lahko v tepih. No, in danes lahko zasluženo imaš svoj dan, moški dan. Hvala. Veš, mi je tako fascinantno, tako pride, dajmo se o kavču pogovarjati. Ne, saj je res, to je normalen dan, čaleta saleta. Treba se žrtvovati, treba je pomagati. Ti pripravljaš tudi za en veliki koncert, mimo tega pač ne moramo iti, ne? Kako potekajo priprave, kaj vse bo? Tako bom rekel, priprave se še niso začele, v bistvu mi smo, prvi datum je bil planiran 1. april, mogoče se sliši kot šala, ampak ni. Žal smo mogli to prestaviti tudi zaradi organizacije, ker smo prepozno zvedeli, da v bistvu bo sploh nastop izvedljiv. Mi smo dali ta datum, ker smo planirali že, da bo, ne vem, v februarju, da se bo vse sprostili, da lahko začnemo nastopati, delati večje vaje, ampak zaradi teh omejitev to še ni bilo pač izvedljivo. Tako da sem pol rekel, itak bo zdaj ful enih dogodkov, ful enih stvari se začeli bo dogajati in sem rekel, pa ne se tudi ljudje mal in navadijo na dogodke in se začnejo mal ven hoditi, da nasploh. Težko je reklamirati dogodek, če dogodki sploh niso izvedljivi. In enostavno neki kart se je že prodal, ampak sem rekel, mi gremo na tisto zihar varianto, ker bi res rad, da je zadeva razprodana in tudi, da je program na ta pravem nivoju, ker praktično bom imel 2 uri programa s svojimi samo avtorskimi komadi, najbolj znani hiti od začetka karijere, se pravi v 12 letih. Tako da retrospektiva. Tako, retrospektiva in mislim, da ene dobrih 20 komadov bo, da tudi mogoče zdaj neka mlajša publika, ki starejši komadov še ne pozna, bo tudi prišla na svoj račun, oziroma vsi, ki me pa spremljajo ali zdaj na novo, ali že od začetka, bodo v bistvu prišli na svoj račun, pa seveda bom imel posebne goste, tak poseben šov nekak z bendom, tudi kakšni coveri bodo, kakšne fore, jaz bom kakšen inštrument tudi zaigral in tako da delamo res, da bo zadeva
top in na nivoju in bi rad, da si to ljudje pač zapomnijo. Tako da zdaj je pa nov datum, evo, da povem, 2. september, 2.9., prvi petek, takoj po počitnicah, jaz pravim, back to school oziroma back to job party. Veš, kaj te žuri v septembra, konc so bili zmerom najboljši. Zaključek poletja na polno. Tako da to bo nek otvoritev delovne jesenske sezone in pa zaključek počitnic in dopustov. Stožice pa, upam, dosti veliko. Stožice upam, da pridejo enkrat nekega lepega dne na vrsto, zdaj je pač cvetličarna, ki sprejme 1500 ljudi, tako da jaz upam, da bo pač to razprodano. Če bo slučajno mal prej že razprodano, bomo določili še kakšen drug datum, ampak zaenkrat mislim, da je bilo prodanih že okoli 350 kart, tako da vsi, ki imate plan, pridete, pohitite, ker so zdaj karte po ceni 9 evrov, pa se bo cena mal zvišala, tako da še marketinška poteza. Kaj planiraš zdaj še vse tja do tega koncerta? Še kaj izdaš novega? Prej si se že omenil, imaš nekaj že nasneto. Definitivno še ene 2 komada bosta prišla. En tak poletni hitič imam planiran za v bistvu konc maja, junija. To bo bolj spet v reggaeton, takih plesnih, pozitivnih ritmih. Drugač pa zdajle v bistvu v tem mesecu snemamo komad za en tak zanimiv in spot in v bistvu komad je zelo zanimiv, govori o eni punci, kako ima pač ranjeno srce in govori o teh modernih puncah, ker določene vidijo samo še, kako bi rekel, jih zanima samo denar, zanima jih samo dober avto, izgled in nekako ta zunanji vidiš, da v bistvu dajejo pač drugim vedeti, koliko so one lepe, najboljše pa vse v bistvu v notranjosti pa mogoče ni tako in je tak en modern komad o eni punci, ki v bistvu je zaradi ljubezni, pač ker je razočarana in prizadeta v ljubezni, se pretvori v tako vrsto punce. Tako da bo zelo zanimiv, to pa pride v bistvu že aprila v roku enega meseca. Tako da po moje se bomo spet kmalu videli. Čakamo, smo te vedno veseli. Hvala ti za tale jutranji klepet. Bodi dobro in izpelji vse, se boš speljal vse v redu. Hvala enako, vidva tudi cela ekipa, lepo zdrav vsem poslušalcem in tudi gledalcem, sam pozitivno uživite maksimalno in lep zaključek tedna in začetek vikenda vam želim.